Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aleš Pertinač, vlada Roberta Goloba še ni popolna, je pa že polnoštevilna, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Morilec zaradi ocene. V Beogradu se je danes zjutraj zgodil tragičen strelski pohod 14-letnika, ki je za sabo pustil več mrtvih, večino otrok. Menda zaradi slabe ocene. Kaj je tisto, kar običajnega mladostnika požene, da se čez noč spremeni v pobesnelega množičnega morilca? To se danes zagotovo sprašujemo vsi starši, odgovor na to vprašanje pa bi bil res vreden Nobelove nagrade za mir. Sedaj pa se lotimo 124. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Titanik, Golob. Če je Golob Titanik, kaj je potem ledena gora? Premier Golob nam ob enoletnici vladanja sporoča, da je njegov vladni Titanik naletel na ledeno goro. Kako se to konča, vemo. Kdo ali kaj je Golobova ledena gora, bomo vprašali našega stalnega komentatorja Janeza Zupana. Janez, dobrodošel v Faktorju. Živijo, pozdravljen. Janez, predno greva na današnjo glavno temo, ne morava mimo tega, kar se je danes zjutraj zgodilo v Beogradu. Oba sva očeta, kaj lahko, če sploh lahko na to porečemo? Ja, težko je karkoli na to reči. Kaj pametnega se mi zdi, da so to tragedije, ki zaznamujejo tako tiste, ki imamo otroke, kot tiste, ki so seveda neposredno udeleženi, še toliko bolj, ne. Zdaj, zakaj se to dogaja, zakaj se ne, dejstvo je, ne, dosti je bilo tega klepeta danes tudi na družabnih omrežjih glede tega in raznih mnenj. Dejstvo pa je, da popolne varnosti ni nikjer, ne. Nekateri so rekli, ja, pošiljamo otroke v šolo, ker mislimo, da so varni, ampak ja, se lahko ga tudi otroka zbijajo na cesti ali kakorkoli, a ne. Takšno je življenje, no. Je pa res, da to, kar sem že neparkrat v oddaji tudi rekel, da nekako izgubljamo torej to presežno, torej nekaj, kar je nad nami, nekaj, čemur smo absolutno odgovorni, da tako rečem, take stvari potem zelo hitro lahko postanejo naša realnost, se mi zdi. Ja, drži. Je pa nekaj res, ne, kar je mogoče pa vendarle navezava na najin današnji pogovor v oddaji, namreč sestavni del tega, nažalost, kar se dogaja, je tudi to neko hlepenje po pozornosti, a ne, se pravi tisti, ki to naredijo, storijo tudi z zavedanjem ali pa tudi željo večinoma, da pač bi pridobili neko pozornost in, ne, hočeš nočeš, imamo trenutno predsednika vlade, ki se mi zdi, taka je moja ocena, boš ti povedal svoje mnenje, da tudi si želi pozornosti, ampak pod nekimi svojimi pogoji, ne. Bi se ti strinjal s to oceno? Ja, točno to. Naš predsednik vlade, mislim, kar se tiče predsednika vlade, je definitivno to, ne, tudi kar se zadnje dni dogaja, se mogoče dogaja zaradi tega, točno tega, kar ti praviš, torej neka pozornost, ki jo sicer želi kanalizirati po svoje, ampak se seveda to ne da. Imamo takšne in drugačne medije, hvala Bogu, in takšni in drugačni mediji na različne načine prevprašujejo to, kar se dogaja, to, kar predsednik vlade počne, tako da se mi zdi normalno, da si prej ali slej ob iskanju te pozornosti udarjen po glavi, tako da se mi zdijo to povsem logične posledice tega, kar te težnje po pozornosti. Tako da, kar se pa tiče tiste prejšnje teme, bi pa vseeno rekel, da mogoče ni toliko povezana s samo pozornostjo, kot je z nekimi stiskami, a ne. Zdaj pa na kakšen način skanalizirati te stiske oziroma na kakšen način družba danes sploh se ukvarja s temi stiskami, a ne. Po eni strani nas dela absolutno občutljive, torej vsaka malenkost nas vrže popolnoma iz tira, po drugi strani pa vedno manj orodij ponuja družba kot celota za te stiske reševati, a ne. In se mi zdi, da je to dvojni strel v koleno oziroma obe koleni potem, a ne. Torej, še enkrat, po eni strani vse poudarjanje te občutljivosti, po drugi strani pa nobenih orodij. Ja, to se mi zdi si zelo dobro ugotovil glede stiske, ne. Saj tudi premier Golob, vsaj tako nam sam sporoča, je v neke vrste stiski, ne. Pravi, da pač je naletel na ledeno goro, ki je ni pričakoval. Ampak preden prideva do same ledene gore, bi te tole še vprašal, Janez,
Zdaj pač eno leto je od volitev, ne, na katerih je Gibanje Svoboda roko na srce zaradi Roberta Goloba bolj ali manj premočno zmagali na volitvah. Kako si ti videl to recimo eno leto od lanskoletnih volitev? Ja, se mi zdi, da je v bistvu bilo relativno pričakovano, ker te ledene gore, ki so se mu pripeljale, v bistvu niso ledene gore, ampak so tako samo skozi njegovo prizmo. Je pa nekaj povsem normalnega. Tisti, ki nekako vsaj približno spremljamo politično dogajanje, vsaj v zadnjem času, v času teh novih obrazov, seveda lahko ugotavljamo, da gotovo, da rabiš s tako ekipo, kakršno je imel Golob, eno leto, da konstituiraš tiste osnovne metode, da ne moreš nekih reform sejati, kljub temu, da je bilo obljubljeno, da že ta prvi dan vse začnemo in da bomo vse zrihtali. In se mi zdi, da je tukaj relativno pričakovano to, kar se dogaja. No, je pa res, da pa to volilno telo, ki je torej Goloba volilo, je verjetno po eni strani razočarano, po drugi strani pa po mojem še vedno, tako kot smo že večkrat tudi v oddaji povedali, je ta zelo močan, samo da ni Janša, prevlada, torej ta močan vzgib prevlada in potem nekako sprejme tudi to. Ampak se mi zdi pa to, no, da je nekako bilo za pričakovati nekaj takega. No, in tudi te ugibanja o tem, ali je vlada oziroma ali je vlada ogrožena, ali bo padla, ali se bo zamenjal predsednik vlade in tako naprej, se mi zdi, da so relativno neosnovane, no, predvsem zaradi parih razlogov. Prvi je seveda raven ta, da je toliko novincev, in ti novinci seveda bojo poslušali svojega tistega, zaradi katerega so tam, tega svojega kralja, ki jih je privedel v to, recimo temu na nek način, sej lahko to debatirava potem kasneje, ali je to udobna služba ali ni udobna služba, ampak torej, da so v službi, ki je relativno dobro plačana, najverjetneje za mnoge izmed njih najbolj plačana, kar so do zdaj imeli možnost, da so bili plačani. Po drugi strani tudi neka medijska pozornost komu, ne vsem, zelo godi in ne vem, malo sem se pohecal enkrat na Twitterju, da je tukaj bila izbira med tem, ali se bodo prijavili na kmetijo, ali se bodo prijavili torej na parlamentarne volitve, a ne. Ene pari takih siguren, ne bom pa rekel kakšen procent, majhen procent, ampak so tudi taki. Veliko je teh resničnostnih šov, lahko zbiraš. Lahko bi kakšnega drugega tudi, mogoče kdo kakšnemu drugemu torej manj kmetijskemu razmišljal. V glavnem, in pa to, no, in pa to, da se torej res zavedajo, da so zaradi njega tam in da ga seveda ne bodo rušili še kar nekaj časa, ne, kljub temu, da se včasih razglablja o tem, da potem počasi poslanci dobijo torej svojo, kako se že reče, svojo mnenje, da tako rečem, in iz tega potem izhajam, ampak mislim, da se to ne bo zgodilo. No. Mislim, da je vlada kar trdna in da bo še kar nekaj časa tako, sploh glede za torej prvega razloga, veliko političnih novincev, se mi zdi. Ja, Janez, kdo bi rekel, ne, to se mi zdi tudi zanimivo vprašanje, za koga bi ti rekel, da je bolj razočaran nad tem enim letom Roberta Goloba, ali tisti, ki so ga volili, ali tisti, ki ga nismo? Ja, to je res zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da so bolj razočarani seveda tisti, ki so ga volili. Predvsem zaradi tega, ker določen del tega, se ne rečem, da mogoče celo ne večinski, ampak določen del tega volilnega telesa je pričakoval, da je pa zdaj prišel nekdo z magično palčko, kot so že pričakovali tudi pri komu drugemu že prej. Pri vsakmu, po moje, ne? Pri vsakmu temu novemu najverjetneje, ja. Medtem ko pa tisti, ki ga pa niso volili, se mi pa zdi, da se kar majčkeno privoščljivo smehljajo, da evo, saj smo vam rekli, da iz tega ne bo nič, zakaj ste toliko neumni, da ste to volili in tako naprej. Tako da mislim, da te volilci niso razočarani nad samim dejstvom, da Robert Golob je predsednik vlade, so pa seveda razočarani najbrž pa nad stanjem države, ki ne samo, da se ni nič izboljšalo, ampak se nam, vsaj tako se nam zdi, se pravzaprav poslabšuje. Tako da, ja. Ja, zdaj, predsednik vlade Robert Golob nas redno razveseljuje s svojimi izjavami, ne. Lahko to damo tudi v narekovaje, če kdo želi, ampak vendarle, ne, ob enoletnici pač zmage na volitvah nas je pa še posebej počastil s posebnim video nagovorom, pa predlagam, da si zdaj pogledamo en krajši odlomek iz tega nagovora. Verjeli smo, da bo sonce demokracije stalilo ledeno goro, ki nas je mrazila v zadnjih letih. Ampak
Tako kot vedno v življenju se je izkazalo, da je večina ledene gore skrita. Skrita pod površjem, skrita pred očmi in tudi pred javnostjo. In ravno ta del je tisti, ki je v resnici najbolj trden. Tisti, ki se spremembam najbolj upira. Ampak naša ekipa zmore. In to imamo tudi. Zdaj, Janez, ti si razmišljujoč človek, ekumenski človek in tako naprej, da vsega ne naštevam. Ne? To za enega taka pač mene, ker nisem toliko, bi rekel, filozofa, se mi zdi kar bogata simbolika te premierjeve izjave. Kako jih ti komentiraš? Ja, meni se tudi zdi kar bogata in se mi zdi kar dost točna ta ugotovitev. Samo ne vem pa, če misliva z Robertom Golobom isto, ko govoriva o tem, kar je bilo skritega pod vodo, ne, torej ledena gora, ki je bila skrita. Ker namreč to, kar se je videlo, je bilo očitno. Ne, to je bil Janez Janša, ne, to je bil tista ledena gora, kamor je šel, ampak ne vem pa, če se Golob zaveda, da je pa tisto, kar je pod spodaj, pa pravzaprav on sam, torej njegova mogoče nezavedno ali pa tudi zavedno. Ne, in mislim, da ni preveč dobro reflektiral tega, kaj je pravzaprav tisto, kar je najbolj moteče in kar ga najbolj ovira pri tem, da bi bili uspehi, torej njegove vlade, da bi bili boljši. Tako da se mi zdi, da se je tukaj kar prav povedal, ampak po mojem pa reflektiral pa ni glih ravno najboljšno. Tako da mislim, da mora to refleksijo še malo praviti. Je nenavadno na nek način, ne, da bi Janez Janša, ki je kot neke vrste bog slovenske politike vse prisoten, da bi bil zdaj skrit, ne, pod površjem. Ja, sej ni, mislim, to smo vedeli, da ni, ne, to je bilo, se pravim, to je bil tisti del, ki je bil res viden, ne. Je pa, se pravim, je pa ne tako, kot tudi naprej v tem videu lepo pove, ne, in se vedno skriva za tem, ne, je zanimivo, se mi zdi, da ima Golob dva problema, ki bova mogoče pol po pauzi to načela, no, ampak je ta njegov primorski temperament, ne, če si poslušal ta video, torej, da strelja kozle, ne, je to lahko zmeraj meni izgovor za to, da ne, se mi zdi taka. Ja, jaz tudi lahko rečem, jaz sem Štajerc, pa Štajerci smo pač bolj malo razmišljamo, ne, pa se s tem upravičujem. Ampak naj razmišljajo najini gledalke in gledalci mogoče zdaj v krajšem premoru o tem, kaj velja za njihov temperament, midva pa se vrneva po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, kdo ali kaj je ledena gora, na katero je naletel Golobov Titanik. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami je še vedno naš stalni komentator Janez Zupan. Pogovarjava pa se o tem, kaj je ledena gora, v katero je trčil Titanik premierja Roberta Goloba. Janez, predno smo si vzeli krajši premor, si rekel, da se strinja z Golobom, da je večina ledene gore skrita pod površjem, ampak da se tam ne skriva to ali pa tisti, ki ga on verjetno misli, ne, se pravi Janez Janša, ampak da sta neka druga dva razloga, ki delata to ledeno goro, v katero je trčil Golobov Titanik, tako zahrbtno. Evo, izvoli, zdaj imaš veliko časa, da nam na dolgo in široko razložiš, katera sta ta dva razloga. Ja, hvala lepa, reč ne bom predolgo in široko, ampak vseeno. Torej, prvo stvar sem že omenil, torej, to je to, da je problem v njem samem. Torej, tudi ta njegova primorska, torej, kako je že rekel, primorski temperament, ja. Pa tudi ostale stvari, no, tudi ta njegov pretiran ego, ki je viden od zelo daleč že, in tudi to, da vse želi sam, tudi to, da misli, da je samo on sposoben, da misli, da če nekdo nekaj ne naredi, da mora on narediti namesto njega in tako naprej, pač cel kup teh malenkosti, ki gradijo to njegovo, bomo rekli, kako se že reče Titaniku, to njegovo ruševino oziroma njegovo brodolom, ne? Wreckage je po angliško, kaj je slovenska beseda. Druga stvar se mi pa zdi pa vseeno ta, no, da je precenil oziroma podcenil zahtevnost te funkcije, na kateri je. Razbitino, evo, zdaj sem se Razbitina, tako, ja. Da je torej podcenil funkcijo, na kateri je, da je mislil, da bo s tem, ko je tam obvladoval stvari na GEN-I-ju, pa še mogoče prej določene stvari pri listi Zorana Jankovića in tako naprej,
pa kot sekretar, kaj jaz vem, da je ta funkcija nekako pisana za njega in da bo to on zdaj raztural na polno, kar se pa seveda ni zgodilo, zato ker mu cel kup se mi zdi, enih lastnosti manjka, torej nekih skillov. Katerih recimo? Povej. In sicer kot prva je, da ne razume enostavno tega političnega dogovarjanja. Vsaj tako zgleda, no, jaz ne vem, ali je to resnično ali ni resnično, ampak tako se kaže. Torej, da ne razume, kaj pravzaprav politika sploh je, na kakšen način se politiko dela, kaj najprej narediš, pa kaj poj narediš, pa kaj poj kasneje narediš. Druga stvar se mi zdi, kar je mogoče povezana s tisto prvo, no, da enostavno misli, da nekaj, kar bo rekel, da se bo to zgodilo, saj tako zgleda, jaz ne vem. Ali pa po drugi strani nekaj reče, pa misli, da bodo ljudje že pozabili, da je kaj rekel, ali pa ne bodo ga tako resno jemali, kar so tudi nekateri analitiki poudarjali, da mogoče sploh nima tega zavedanja, da če nekaj reče, da ga ljudje resno vzamejo, ne, da lahko reče karkoli, nekaj blekne in da bo iz tega ven že nekaj se zgodilo, ali pa tudi, če se ne bo, pa to ni tako zelo pomembno. Tako da se mi zdi, da se je nabral cel kup teh torej mini problemov, ki seveda skupaj pol delajo ta velik problem, ki je dejstvo, da se naredili ni praktično nič v tem letu. A imaš občutek mogoče, da si zasluge rad pripisuje samemu sebi, pač zasluge za tisto slabo, za pač napake, ki se zgodijo, pa rad pripiše drugim, ne? Ker razen te, ko bi rekel, take zelo neškodljive, da ne rečem nedolžne izjave v tem posnetku, ki smo ga prej en del pokazali, tudi v naši oddaji, v smislu, da ga ta temperament včasih malo nese, pa kaj blekne, ne? To je zelo tako nedolžno, ne? To je tako, kot če bi recimo Mesija kritiziral, da ima desno nogo slabše od leve, ni to zdaj neka huda kritika. Se pravi, a imaš občutek, da je zelo rad deli krivdo za napake drugim, se pa pripiše zasluge za vse pozitivno, kar se zgodi? Sigurno ga imam, to sigurno izvira iz njegovega narcizma, torej ne priznati napake, oziroma sploh ne jemati stvari, ki se zgodijo kot napaka, ne, to je še boljša taktika, ampak tako, kot si rekel, ne, rečeš, to je temperament in gremo dalje, ne, se ni problema. In to je seveda precej problematična zadeva, ki na dolgi rok definitivno ne bo obrodila nekih sadov. Torej, na dolgi rok tak način delovanja, tak način vodenja, tak način menedžiranja sigurno ne bo šel skozi. In saj ne rečem, da je lahko priznati svoje napake, pa ko je rekel, a ne tudi, ko smo se pogovarjali o medvedih, recimo, ne, pa je en dan rekel, evo, medvedov ne bomo, naslednji dan, ok, zdaj sem se pa pogovoril, medvede bomo, a ne, to ni neko priznanje, mislim, ni neko priznanje napake, ali pa recimo, kar je mogoče še bolj problematično in še bolj očitno, kar se tiče RTV-ja, ne, torej ta žmunkelj, ki se mu vleče že od začetka, torej takoj zrihtajmo, to je ta prva stvar, ki jo treba zrihtati, da bomo uredili razmere na RTV-ju. Namesto da bi rekel, lejte, zmotil sem se, prehitro smo šli v to, se opravičujem, dajmo malo drugače tega lotiti, dajmo probati na drugačen način, dajmo malo spremeniti ta zakon, dajmo ne vem kaj narediti. Ne, to rinemo naprej, oni nam mečejo polena, nič se ne da, da bomo to zdaj pa nekaj na silo torej s kladivom to potolkali, da bomo uredili tako, kot se nam zdi. Tako da ja, imaš prav, definitivno neko zanikanje tega, da so napake del življenja in da jih delamo in da se je iz tega fajn učiti, no, ne da rečeš, ja, lej, to je pa temperament, to pa ni. Zdaj, en pomemben del se mi zdi pač tega enega leta Roberta Goloba od lanskoletnih volitev, je tudi ta njegova zveza, ne, to pač njegovo novo razmerje z novim dekletom oziroma pač z novo partnerko. Hkrati vemo, smo precej časa porabili za to, da smo kot javnost izvedeli, ali imamo pač predsednika vlade, ki je poročen, ni poročen, se ločuje, v kakšnem razmerju je pač z novo partnerko, ki pa vidimo že prevzema ne samo protokolarne obveznosti prve dame, ne. Pop TV je celo razglasil za prvo damo po ameriškem zgledu, to so verjetno malo prehitevali dogodke, ampak vendarle, ampak tudi na vsebinskem področju, ne, članica strateškega sveta za prehrano, vidimo, da se sestankuje v kabinetu predsednika vlade in tako naprej.
Vtis je nastal, da so lansirali to zvezo v javnost kot nekaj, kar bi naj dvignilo padajoče rejtinge tako vladi kot predsedniku vlade. Ne. Zato obstaja dovolj dokazov, ne bi te debate ponavljal. Ampak vendarle, ne, a ti misliš, da se jim je to dolgoročno obrestovalo ali ni obrestovalo? Ker nastaja vtis, da se zdaj hočeš nočeš v dobrem in v slabem vsaj polovico, če ne več časa, ko se pogovarjamo o Robertu Golobu, hkrati pogovarjamo o tej njegovi zvezi. Kaj ti meniš na vse to? Ja, to je stvar, ki gotovo vpliva na sam tok dogajanj. Je stvar tudi po drugi strani, ki se po eni strani ne bi smeli nameniti toliko pozornosti, kot jo posvečamo. Torej, bi mogoče bilo fajn, da se malo distancira, po drugi strani seveda pa začnemo razmišljati o tem, da je mogoče to zato, da nam preusmerja pozornost k tistim stvarem, ki niso narejene. Ampak je pa dejstvo, enkrat sem napisal, da bi bilo fino, da tisti, ki se ločujejo, še posebej pa tisti, ki več kot očitno, vsaj tako zgleda, ki dajo skozi eno malo bolj tako burno ločitev, da ne bi smeli biti na tako vodilnih položajih, kot je recimo Golob. Ker enostavno to ne moreš, po mojem, ne moreš to shendlati na način, da bi bilo za vse dobro in za primarno družino, tisto, torej, od katere se na nek način, oziroma žene, od katere se ločuješ, in pa seveda tudi za novo stanje. Zdaj, kar se tiče te dolgoročnosti, a se mu to obrestuje, a se mu ne, zdaj še ni dolgoročno, ne? Zdaj smo zelo kratkoročno, tudi glede na zgodovino njegove, torej kako se imenuje, spremljevalke ali torej spremljevalke. Ja, mislim, da uradno kličejo partnerka, ja. Bi si težko obetali, da bo to nekaj dolgoročnega, vsaj po izkušnjah. Ampak zdi se mi pa problematično tudi čisto iz tega osnovnega vidika, zaradi česar se mi zdi, da se tudi toliko govori o tem. Se ne govori samo iz privoščljivosti ali pa iz tega, da bi ne vem, neke svoje frustracije, da bi neke svoje frustracije želeli skozi to projicirati ali ne vem kaj, ampak zaradi tega, ker je družina en relativno pomemben, kljub vsemu še pomemben temelj družbe, torej neka stvar, ki je na nek način še sveta, kljub temu, da ta svetost popušča. In se mi zdi, da tudi tukaj je zadeva precej problematična. Na takem položaju si želimo nekoga, ki ima te zadeve kolikor toliko pošlihtane, ker seveda, kot tudi vidva, ne sama pri sebi, po svojih družinah, vsaka stvar, ki se zgodi v družini, vpliva na karkoli počneš v življenju. Ne glede na to, da to hočeš ali pa nočeš, je to tista prva stvar, ki te najbolj zaznamuje v tvojem delovanju, hkrati pa tudi daješ nek napačen zgled državljanom, se mi zdi, s tem, ko počneš to, kar počneš. Tako da na več nivojih je ta zadeva problematična in zato se mi zdi, da se tudi toliko govori o tem, kljub temu, da si mogoče ne zasluži zdaj toliko pozornosti, kot se jo v resnici daje. Ja, a misliš, da je del razloga v tem, da se preveč, kot praviš, in s tem se strinjam, s tem vsi ukvarjamo, tudi v tem, da nismo bili do zdaj navajeni, da bi partnerji predsednikov vlad večinoma ali pa enkrat, ko smo imeli predsednico vlade, na tak način stopali v javnost, da bi mi preko njihovih izjav, objav, javnih dejanj in tako naprej dobivali pomembne informacije o predsednikih vlade. Ja, mogoče imaš prav, no. Mogoče imaš prav, ampak tukaj ne bi bil preveč pameten. Ker to je en element, ki je različen kot do sedaj, ne. Zdaj, če pogledamo pač, ne vem, Borut Pahor je sploh poseben primer, ne. Saj, mogoče so njegova razmerja še težje za razložiti kot Golobova, samo pač on nikoli iz tega ni delal politične kampanje, ne. Potem Janez Janša recimo tudi je na funkciji spoznal pač svojo sedanjo soprogo, ampak preko Urške Bačovnik nismo kaj dosti vedeli o Janezu Janši. Mislim, da je dala enkrat samo en intervju, ne, pa še takrat je bila bolj kot ne zadržana. Miro Cerar enako, ne, tudi pač spoznal njovo ljubezen na funkciji, ampak v njej praktično ne vemo nič. Marjan Šarec sploh ne vem, če smo kdaj videli. Njegovo soprogo prav se skoraj ni udeleževala niti teh protokolarnih obveznosti in tako naprej, državnih proslav. Zdaj pa prvič imamo, ne, prvo damo, kot pravi Pop TV, z neko kilometrino, ne, z neko pač svojo lastno zgodovino, ki hkrati tudi ne skriva, da bi rada igrala neko aktivno vlogo
ne samo v življenju svojega partnerja, predsednika vlade, ampak v vseh naših življenjih. Ne? Ja, to je pa mogoče tista kmetija, o kateri smo se prej pogovarjali. Torej, da vse bolj tudi ta politična igra, politični parket postaja neke vrste reality show, kjer se lahko take stvari so zelo dobro sprejete v določenih krogih oziroma v tistih, ki so ga volili in so še vedno z vsem srcem pri tem, da je to bila ta prava odločitev, nikoli ne bodo rekli, da je karkoli narobe s tem. Največ, kar boš dobil, torej največjo kritiko, ki jo dobiš, zakaj se sploh vtikate v to, to je njegova osebna stvar. Je pa žal, da to pa ne drži, ne? Da vpliva na vse to, no? Kar sem rekel že prej, da so stvari, ki se dogajajo, tudi kar se tiče ločitve, kar se tiče vsega, gotovo vplivajo tudi na samo funkcionalnost osebe na tako odgovornih položajih, kot je Robert Golob. Kako bi ti ocenil to, da je premier Golob očitno prvomajsko poslanico poslal v javnost, ne, saj verjetno sestavili so mu je drugi prej, ampak vendarle ob tem, ko je bil na očitno nekem za slovenske povprečno predstavo, ne, pregrešno dragem prvomajskem oddihu na Siciliji, na nekih elitnih lokacijah, zelo različne cene tega oddiha pač krožijo v javnosti, ampak vse so take, da si jih navaden smrtnik v Sloveniji težko privošči. Kako bi ti to ocenil? Je to pač neka opomba pod črto, mu to ne bo škodilo, recimo pri njegovem volilnem telesu, pri širši podpori v javnosti, ali vendarle bi morali biti pri tem bolj pazljiv, ker vemo, ne, kakšni smo ljudje, skratka zelo hitro kaj zamerimo. Ja, tukaj sta dva vidika. Ne? Po eni strani se lahko strinjava s tistimi komentatorji, ki pravijo, da kaj se pa zdaj, s čim se pa zdaj ukvarjate. Se je bil Janša tudi na Siciliji, pa ga niste takole nabadali, kot nabadate Roberta Goloba. Na Mauriciusu je igral golf, recimo. Ne? Ja, tako da tisti imajo delno prav, ne? Delno pa tudi ne, ker tako kot praviš, vse stvari, ki jih počne predsednik vlade, nekako odmevajo v javnosti. In če ti nagovarjaš ljudi, da je treba varčevati, recimo, ali pa da je treba se merkati, ali pa da so minimalne plače, kakršne so, ali pa da so penzioni taki, kakršni so, pa ne morejo biti višji zaradi ne vem kakšnih razlogov, sam pa hodiš v hotele, ki so za en teden 10 evrov, je to definitivno problematično. Ne? S tem odtujuješ tudi tisto volilno telo, ki na nek način je v težavah, v stiskah, sploh denarnih, a ne? In to gotovo vpliva na javno podobo njega kot takega in prav gotovo mu to ne koristi. To je dejstvo. Največ, kar lahko naredijo tisti, ki ga podpirajo, kaj se s tem ukvarjate. Najslabše pa je za mnogo tistih, ki sem prepričan, da jih je kar nekaj, ki bodo rekli, poglej ga, mislim, mi takole, on pa takole. To je pa tudi ta neka slovenska recimo nevoščljivost, ali kaj lahko bi temu rekli. Hkrati pa tudi odraz nekih konkretnih in realnih stisk ljudi, ki so v finančnih in drugih težavah. Tako da se mi zdi, da se pa seveda vedno je vprašanje, ali take stvari dajati naprej, ali jih ne dajati naprej, ali jih širiti, ali jih ne širiti. Mislim, da bi bilo v tem primeru veliko bolj pametno in veliko bolj koristno za vse, tudi za nas konzervativce, recimo, da se te stvari enostavno preslišijo in gremo dalje. No? Ker se mi zdi, da to nobenemu ne dela nič dobrega, tako da to je. Tako kot pravi najin kolega, ne, stalni komentator oddaje Faktor Marko Polišič, upa, da se bo premier vsaj dobro spočil. Zdaj, če drži vsaj 10% tistega, kar se piše in govori in kaže, ne, potem verjamem, da mu bo to uspelo. Ampak, ko pride... Ja, če mora skozi snemati, bo težko s tem počitkom, ampak upajmo, da imate še kaj prej. Ja. Res je, da je potencialno avtor številnih fotografij. Te sicer ne, verjetno, ki jo zdaj kažemo, ne, ampak tiste, ki jih objavlja njegova izvoljenka, pa vsekakor se človek vpraša, če ni njihov avtor ravno Robert Golob. In gotovo te fotografije niso preproste za narediti, bi rekel človek. Če pride premier z tega dopusta, mogoče se je že vrnil, ne vem, kaj misliš, kam naj usmeri to energijo, to spočitost, ki jo bo, upamo, vsi prinesel s sabo? Ja, marsikaj je bilo obljubljenega. Prva stvar, ki se mi zdi, na katero vsi najtežje čakajo in ki je bila že milijonkrat poudarjena in povedana, je seveda zdravstvena reforma. Tako da ne vem pa, a je to pravzaprav tisti njegov direktni angažma
ali je to neka taka tiha podpora, ali mora to zrihtati Loredan, ali bo to zrihtal on, to zdaj težko rečemo in ne vemo tega, kdo bo tisti, ki se bo tega pa res konkretno in torej, z vso resnostjo lotil, ampak ja, to je sigurno tista stvar, ki je ta prva na vrsti. Je pa tudi to, no, da mislim, če mu dajeva nasvete za boljše torej, predsednikovanje, je sigurno to, da mora malo bolj ta svoj primorski temperament zbrzdati, se ne nanj zgovarjati, ker ljudje tega ne razumemo, glih najboljše je to zdaj. Ja, posebej tisti, ki nismo Primorci. Ne? Ja, pa zmedeni smo, veš, ne vemo, kaj je zdaj temperament, ne vemo pa, kaj je resno misel, veš, a je zdaj vse temperament, a tisti, kar bo rekel, je temperament ali ni temperament, skratka smo lahko v velikih težavah, tako da se mi zdi vse enkrat pomembno, kaj iz ust vam pride, ne glede na temperament. Tako da to se mi pa zdi tudi ena pomembna stvar, na katero se bo mogel majčkeno bolj skoncentrirati, da bo to malo si zbrzdal in usmeril v bolj pravo smer. Zdaj, nekoga bi ti rekel, Janez, da se lahko premijer najbolj zanese. Ne? Zdaj, očitno, saj on tako misli, pa tisti, ki so njemu najbližji, prišepetovalci na uho, se lahko izjemno zanese na gospodično Tino Gaber, ampak če njo vsaj za hip pustiva zdaj ob strani, nekoga še bi ti rekel, da se lahko Golob zanese pri tem, da bo se izognil tej ledeni gori, ne? Čeprav vemo, kot enkrat ledena gora zadene, je ponavadi že prepozno. Tukaj se pa mogoče lahko vrneva na začetek. Zdi se mi, da se najbolj lahko zanese na tiste popolne politične novince, ki ga bodo podpirali ne glede na to, kaj se bo zgodilo. Ti so vlogi orkestra na Titaniku, hočeš reči. Recimo, ne vem, če si sicer take podpore želiš, oziroma da je taka podpora dobrodošla, ampak to je tista podpora, ki jo ima. Zdaj, kam misliš, da ga lahko ta orkester, ne, če zdaj nadaljujeva to mojo primerjavo, pripelje? Ker pač orkester lahko igra samo toliko časa, dokler ni tudi sam pod vodo, ne. To vemo iz zgodovine, če ne drugače. Bo uspelo temu pač orkestru novincev, tudi neoglašenemu, speljati ta mandat do konca, ali bojo te ledene gore ali pa ta ledena gora, ki se skriva pod površjem, za njih vendarle pretrd oreh? Jaz mislim, da bo speljal do konca, tudi za razlogov, ki sem jih prej že v dodaji povedal. Je pa res, da pa ta orkester igra na dol, ne, torej v potop. Seveda si vsi želimo, tudi mi, ki načeloma ga nismo podprli na volitvah, si želimo, da bi, tako kot ti večkrat rečeš, je edina vlada, ki jo imamo in zato jo podpiramo, ne, in si želimo, da bi kaj pametnega iz tega ratali. Ampak mislim, da so enostavno obuti preveliki čevlji, ampak te preveliki čevlji bodo zdržali, če tudi z luknjami do konca mandata, po mojem. No, tako da tukaj se mi zdi, da to ni nekaj ogroženo, razen če boste seveda SD pa Levica kaj preveč zatrokirala, ampak tudi mislim, da ima kakšne rezervne plane še lahko celo sprovede. Ne vem, to težko toliko naprej predujiciramo, ampak se mi zdi, da bo šlo, no, da bo šlo do konca, če tudi popolnoma pošvedranimi škorami. Kam bi ti, Janez, postavil zdaj, če gledava tako, če hočeš geolokacijsko, Inštitut 8. marec, Glas ljudstva, Milana Kučana, se pravi Niko Kovač, Jašo Jenulla in tako naprej, da ne naštevam vseh. A so oni na Titaniku, a so del ledene gore, ali v bistvu z obale to opazujejo to tekmo, to bitko s časom in očitno tudi za politično preživetje, ne? Ker če predsednik vlade začne govoriti o ledenih gorah že po slabem letu vladanja, potem vemo, da so stvari resne. Ja, to je zelo zanimiva teza, kaj so te inštituti in Glas ljudstva in tako naprej. Jaz mislim, da so še vedno kar člani benda. Mislim, da s tem, da nisem pa prepričan, da so na Titaniku, no? Mogoče so že na rešilnem čolnu. Mogoče na rešilnem čolnu, mogoče so pa zgrešili odhod Titanika, veš. In je pa se mi zdi super povzetek vsega, kar se v zvezi s temi iniciativami dogaja, to, da ko je bilo nekaj resnega predstavljeno, ne vem, če se spomniš, ampak boste urgirali glede drekovoda v Ljubljani. Ja, ne bomo, ker nimamo pojma, in par dni kasneje Nika Kovač se umika, ker je preveč zmatrana, ker je preveč ne vem kaj.
Se mi zdi, da je to. Po mojem, da so zamudili ta Titanik, no? Po mojem, da igrajo iz obale, pa gledajo, kaj se bo zgodilo. A je možno potem, da vendarle računajo, da bo še kakšna druga ladja pripeljala z drugim kapitanom, pa bojo se na tisto ukrcali? To pa dobro veš, da ladje skozi prihajajo in skozi odplujejo, tako da bojo že najdel ta pravo ladjo za sebe, seveda. Ok, zdaj, če smo se tukaj ukvarjali s Titanikom Roberta Goloba, pa s tem, da razloživa, da ni Janez Janša ledena gora pod površino, ne, gladino morja kvečjemu nad, kaj bi ti svetoval pač opoziciji, ne? Kako se naj ona tega loti? Zdaj vidimo, na nek način so tudi oni verjetno zbegani ali pa se jim zdi za malo, da so po pač tem, ko so imeli vlado v zelo težkem obdobju zaradi pandemije in tako naprej, jih je zdaj nadomestil pač nek Titanik, ne? Kjer kapitan pač se zgovarja na svoj karakter, govori o ledenih gorah, vmes se zaljublja, pa celo pač njegova partnerka, ne, postaja nek resen politični akter na slovenskem političnem prizorišču. Kaj bi ti recimo svetoval naši opoziciji? Ja, kljub temu, da to ni najbolj konstruktivna drža, bi vseeno svetoval, da se drži čim bolj pri kraju, torej da se ne vpleta pretirano v to, kaj se dogaja. Zakaj misliš, da to ni konstruktivna drža, če se držiš ob strani? Ja, sej smo slišali Novo Slovenijo, ne, ki želi na nek način s svojimi pobudami, svojimi razmišljanji nekako iskati nek konsens, neke točke, ki so mogoče skupne, da se jih reši, ne, ker nekonstruktivno ravno zaradi tega. Ne. Zdaj, če se nam ta Titanik potopi, ne bo za nobenega dobro, ne za opozicijo, pa ne za koalicijo. Tako da se mi zdi, da ja, je pa politično verjetno bolj modro, da so bolj pri kraju, no, da enostavno se ne odzivajo pretirano na stvari, ki se dogajajo. Pa tako kot je, ne vem kdo je že, glih danes sem tudi to zadevo poslušal, da počakamo, da mrtvici sami po reki preplavajo, nekaj takega, ena prispodoba v zvezi s tem. Kitajska modrost, ja. Tako, počakaš, da truplo tvojega sovražnika priplava po reki mimo tebe. Ampak čigavo truplo bo zdaj priplavalo? Ker zdi se, ne, da Nova Slovenija vendarle se sicer dela malo pač užaljeno nevesto, ampak po drugi strani pa ni nemogoče, da bi pa, če bi prišlo do kakšnega snubljenja strani pač kapitana Titanika Goloba, da se vendarle ne bi še oni ukrcali na to ladjo še v tem mandatu. Kaj ti meniš? Ja, to se govori o tem, ampak jaz glede teh teorij sem precej skeptičen. No. Se mi zdi, da je to skoraj neverjetno, da bi se to zgodilo. In bi pa bilo pa res zelo nemodro za Novo Slovenijo in tako in drugače, torej in politično in pa za samo delovanje kot tako tudi države, pa vsega se mi zdi, da to ne bi bilo konstruktivna poteza v nobenem smislu in sem skoraj prepričan, da to ne bodo, da so te govorice, ki so, bojo pa zamenjali Levico, ne vem koga, da niso osnovane na realnih temeljih. Vsekakor bomo spremljali dogajanje še naprej in bomo vsi skupaj videli, koliko časa bo orkester še igral. Nedvomno pa velja, če si Titanik, potem je zate vse ledena gora. Janez Zupan, najlepša hvala za tvoje današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kaj je Golobova ledena gora, že 880. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, komu še koristi vojna v Ukrajini. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.